otroci pravijo, da sem tako smešna. A ne, da znam pihati na dušo. Ne, otroci pravijo, da sem tako smešen človek. Ampak to je hvala, to je pohvala. Ja. Na njihov način. Ja. In ti so, če se drugi ne Zdaj smejo. vic povem, pa ko se mi sin začne smejati, sem blažen. Res, prej sem kol ni, zdaj zapada. Povabili smo na kavo. No, danes smo vas in njo že nekajkrat povabili na kavo, sedaj je končno z nami. Gospa Minka Gantar, dober dan vam želim. Dober dan. Govorila bova najprej o knjigi, Ko ima življenje žur. Knjiga je zajetna, izredno lepa, priljubljena, odmevna, velika naklada, velik odmev. Ampak kaj je ključno sporočilo te knjige v primerjavi s prvo o hormonih? Dejstvo je, da pri hormonih sem se osredotočala na telo. Se pravi, potrebujem fizično telo podpreti, ja, in pozitivno mišljenje. Ampak pri novi knjigi, Ko ima življenje žur, pa grem na tiha vnetja na celični bazi, na psihično počutje in naslednja stvar, se pravi, razmišljanje, kako razmišljam, so pa vzorci družine. Ne vem, mogoče sem bila kot majhna vzgajena, moram biti pridna punčka in kot pridna punčka v odrasli dobi kupujem ljubezen ali pa delam vse drugo, da drugim ugajam, zato da me imajo radi. In potem se mogoče obnašam, no jaz ne, ampak poznam take ženske, ko začne govoriti s milim glasom pri 50 letih, zato da imajo ljudje radi. Pa daj že enkrat odrast. Udar. Ja, bod odrasla ženska, daj stojijo za tem, kar si. Na koncu koncev, kdo ima pa rad majhne punčke? Ne? Majhne punčke. In majhne punčke se igrajo z majhnimi punčkami. Ja. Ampak gospa Minka Gantar, niso samo te vedenske oblike, ne? Ampak tudi travme. Travme mojih staršev, se prenašajo. Morda celo starih staršev. 9 rodov se prenašajo in to so dejstva, to so zakodirane stvari globoko v duši. Recimo, ravno včeraj zvečer sem pripravljala še članek na spletni strani srečnoživljenje.com in sem pisala o tem, kaj bom na naslednji delavnici učila ljudi. Aha. In učila jih bom, kako se osvoboditi, kako recimo premagati strah pred preživetjem. Večji del ljudi hodi v službo zato, ker pač mora preživeti. In ne bom nikdar pozabila moje hčere, ki je hodila na prakso in je pravila, še danes grem, sem da zaslužim, se bom zaslužila. Ja, poznam ta občutek, To je grozen občutek, da greš v službo samo zato, da zaslužiš. Ampak Minka Gantar, knjiga, ne, to je ogromno strani. Ogromno je napisanega notri. V bistvu sploh ne morem rekapitulirati, kako bi nekomu, ki recimo prvo knjigo že ima, ponudili drugo. Zakaj bi moral drugo kupiti, če je vaša modrost že v prvi? Veste, kaj mi rečejo, bom povratne informacije povedala. Ljudje rečejo, prva knjiga je dobra, ampak druga je pa odlična. Včeraj me je poklical Janez, to je krasen človek, gospod, ki je poročen z eno mojo krasno stranko. Gospa Tončka je tako, kot moja mama. In kupila je knjigo, v glavnem, in Janez jo je prelistal in me kliče. Je upal. Ja. Pa ste res Je rekel, Minka, veš, sem jo preletel na hiter, ampak, veš, zato, kar je pa tukaj noter napisan, pa človek mora imeti, saj veš, mora imeti, bom rekel tako, kot razmišljam. A res? A je kar povedal? Ja, da moraš imeti jajca. Ja, velika noč bo. Minka Gantar je avtorica 2 uspešnih knjig, druga se imenuje Nekaj mesecev je na trgu, Ko ima življenje žur, ima seveda tudi podnaslov, Kako odstraniti vzroke, ki kalijo srečo, zdravje in zadovoljstvo. Naša gostja je Minka Gantar. Povabili smo na kavo. Z nami je gospa Minka Gantar, govorimo pa o srečnem življenju oziroma kar o naslovu druge knjige, Ko ima življenje žur. Gospa Minka, vi imate internetno stran Srečno življenje. Na tej internetni strani bogata je ogromno stvari. Ena je, ki mi ni čisto jasna, namreč imate pozitivne novice. Tako, imam novičke za ljudi in dejansko za te ljudi pišem enkrat na teden nek članek, da jim polepšam dan. In v glavnem
Dejva midva zdaj to skupaj Ja. narediti. Kaj narediti, ko prideš na srečnoživljenje.com? No, samo toliko uvod, to ni nekaj normalnega. Ne? Govoriva o tisočih in tisočih ljudeh, ki so prijavljeni, ne, na vaše e-novice. Zdaj bom to prijavo izvedel tudi jaz. Ne povem. Lejte, na moje novice je prijavljenih Ja. 25.000 ljudi. In dejansko kliknete, zgoraj imam, prijavite se na e-novice, se odpre stran, tudi na vsaki spletni strani spodaj je obrazec in dejansko tukaj noter samo date Franci, ta prvo ime, samo A, Franci. samo ime? Tako, potem pa od spodaj pa mail V redu, in Franci. zdaj pa glede na To je to, eno da so lepo ime. zakoni, tako, zakoni taki, kot so, potem, ko opišete svoje podatke, je potrebno, Franci ne piše, dejansko Franci zdaj to dela v živo. da Ja, bo- resno delam. Tako, Samo resno, zakaj resno. ne piše? Ja, da vidva, zdaj pa A ja, piše. zdaj pa piše, Franci, V glavnem, ja, v redu. kaj je potrebno potem narediti? Prva stvar, vam pošljem potrditveni mail. Se pravi, potrditveni mail dobite pač v vaš nabiralnik in potrdite, da se strinjate s tem, da dobite enkrat na teden pošto. Zdaj sem sapo zajel, Zdaj bo želim prejemati novice. pa bo, Klikno. zdaj pa bo, kar bo. Zdaj se pa tako, čestitam. Hvala za čestitke. Tako, Franci sem je prijavljen. opisan na mojo mailing listo in zdaj bo obveščen, kaj se dogaja. No, in v bistvu. Jih bo več bralo te novice. No, in Ne zdaj, samo kaj jaz. se dogaja? No, midva bova zdaj šla na spletni strani pogledati, kaj se dogaja. Tako. Dogodke. Sicer jaz sem dobil pošto na svoj pravi naslov, a Tako. te moram potrditi to? Tako, to bo treba potrditi. Potem pa vi pošiljate Tako. novice. V redu, zdaj pa če pogledava naprej srečnoživljenje.com, katero predlog imate, dogodke, lahko probam Dogodki. pogledati Daj vam midva dogodke? pogledati, kaj se zdaj dogaja. Zdaj pa v knjižnicah imam kar nekaj predavanj, tako da tukaj so pač označeni, kdaj so razni dogodki po knjižnicah. Aha, To je zdaj veliko dni. recimo, tukaj je zdaj prvi je 19. v Šentjurju, potem imam Ilirsko Bistrico, ampak kar bi pa rada izpostavila, Ja. je pa vikend delavnica v aprilu. V aprilu imam pa 12. aprila vikend delavnico na Jezerskem. In zdaj vemo, da v Jezerskem se kar nekaj govori, odkar je hotel gor, obnovljen hotel Vila Planinka, Kar naenkrat je jezersko aktualno. zasvetilo je. Tako je, No, tako. zdaj pa kaj se je dogajalo? Jaz sem lansko leto v meditaciji dobila navdih, da bom delala na Jezerskem delavnice. In ko sem šla To je bila prvič gorska pogledati. meditacija, na Kališču recimo. Ja, to je bila, nekje. to je bila čisto domača A, domača. meditacija na vdih. V dnevni sobi. In v glavnem, in sem šla na Jezersko in takrat se je ta hotel prenavljal. In zdaj sem se pa uspela domeniti in te vikend delavnice, kako bojo potekale. Petek pridemo gor, Ja. potem pa kaj bomo govorili tukaj. Lejte, dobila sem dobesedno spet na vdih, pomagala bom ljudem, da jih bom v enem vikendu naučila to, kar jaz znam. Ena stvar, kako narediti svoj projekt, kako ga naučiti in predvsem, kako premagati strahove. Ker če imaš strah, da joj, kaj pa če ne bom preživel, kaj pa če ne bom imel za položnice, ne boš nikdar naredil koraka v neznano, ker te je strah. In kako premagati te podzavestne programe, prvo jih prepoznati, Ja. drugo pa jih premagati, dekodirati. No in to bomo delali na teh vikend delavnicah in naučila bom ljudi točno, ta orodje rabiš, to rabiš in to niso drage zadeve, samo vedeti moraš. In sem se odločila, da bom ljudem v bistvu v takem zgoščenem paketu dala vse informacije, da si upajo postati, veste kaj, Ustvarjalni. ne, svobodne ptice. Enkrat mi je ena gospa Danes je rekla, Gregorjevo, ne? točno, ja, ko se ptički ženijo. Veste, enkrat mi je ena gospa rekla, da če si SP, da si, a ne samostojni podjetnik, se pravi si ujetnik. Ja. Ampak ni res. A ja ni? Ni, jaz jemljem kot SP, si svobodna ptica. Mene ni Sem pa svobodna ptica. Točno, mene nihče ne nahrani, Aha. ampak nimam kletke, se pravi, hrano si poiščem sama. Ampak svobodna ptica vemo, da drugače žvrgoli kot pa tista, ki je v kletki. Ampak Minka, vi govorite o poslu ali tudi vseh drugih projektih, ki jih lahko človek se loti? Vseh projektih. Vseh Zdaj, projektih. ena stvar je, nekdo, ki ima strah pred preživetjem, se tudi mogoče ne bo rešil toksičnega odnosa, ker enostavno misli, da je to maksimum, kar mu pripada. Vi ste rekli jezersko 12. Ampak če pogledava
Če tukaj lepo vidim, v mestni knjižnici boste 6. aprila predavali. V Kranju. Tako. Ne, to bom imela za dan zaščitnico. Aha. Tam imam predavanje Mestna občina Kranj. To je 6. Tako. Potem imam 11. je Ajdovščina, to je vse za april. In v tem bova še govorila. Aha, greva nazaj na marec. Zdaj v bistvu želim samo še delavnice predstaviti. No, dajte. Naslednja delavnica bo pa za 1. maj, pa pelem manjšo skupino, nekaj 10 ljudi, na Silbo. Bomo Znamenita Silba. Joj, to je pa to bo pa tako dobro, ker bomo v privat hiši, bomo kot ena družina in bomo kuhali skupaj, bomo dejansko 5 dni preživeli skupaj kot družina. Sam to ne bo komuna, to bo družina. To bo družina, tako kot doma. Pač, no, en je šef, to bom jaz. No, in dejstvo je, da vas bom naučila. In druga stvar, naučila vas bom od glikemičnega indeksa, sestavljanja obrokov, dekodiranje podzavesti, čiščenje zjutraj, jutranji ritual. Ampak kako dekodiranje podzavesti? To se mi zdi skoraj nemogoče. To je v bistvu preprosta zadeva, to iz knjige, ko imajo življenje žur. Čisto preprosta meditacija, kako počistiš vzorce iz otroštva. Čisto preprosto. V redu, kako se ljudje prijavijo na vse te delavnice? Na spletno stran grejo, enostavno lahko mi napišejo mail, noter so tudi obrazci, greste pod tam kaj domov, pa boste videli dogodke in tam so že vsi objavljeni. In še eno povabilo želim narediti. Ravno tako maja, začetku maja pa pelem tudi eno skupino v Toskano in bomo imeli kulinarični odklop v Toskani z romanjem v Asizi. Tako me je poklicali in to bom naredila in gremo pa eni moji prijateljci, v Asizijo bo post verjetno, po veliki zabavi. Mogoče, ampak gremo pa v en hotel v Toskano, moja prijateljica ima tam hotel in gremo točno k njej in to je hotel na vrhu enega hribčka, čista energija in tam nas bojo razvajali, bomo imeli tudi delavnice glede kuhanja in vse te zadeve in pika na i Asizi. Tako da to je 9., 10. pa 11. maj. Neverjetni ste. Ampak Minka, preden zaključiva, karte imate tudi s seboj, ne? No, dajva pogledati. Kaj pa stvarstvo sporoča? Dajva midva zdaj za te ljudi, ki se odločajo, da bi bilo pa čas nekaj spremeniti. Kaj jim stvarstvo sporoča? Dajva pogledati. Recimo, jaz moram kar nekaj stvari spremeniti. Bom poskusil, da vidim. Zdravljenje, nadangel, Rafael, zdravljenje. Lete, sporočilo je, prosim te za zdravljenje, pripravljena samo zdraveti. Ena stvar, več se obračamo na angelne, ker angelni so tukaj, da nam pomagajo. In mi mislimo, da moramo vse sami. Pol je težko v življenju. Prosim te, mogočni angel zdravljenja, da pospešiš proces ozdravitve. Bolezen mi je poslana, da se naučim. Naučim bolj ljubiti sebe, naučim, kako naj se postavim za sebe in kako naj sebe postavim na prvo mesto. Čutim, da se vame steka zdravilna smaragdna svetloba. Hvala. No, in jaz sem pa dobila karto 47, naslednji korak. Meni pripada sreča, zaslužim si jo. Zaslužim si ljubezen, zaslužim si izobilje vsega dobrega. Naredim lahko samo en korak naenkrat in to je dovolj. Zaupam. Vse, kar mora priti v moje življenje, prihaja samo in brez napora. Minka Gantar, naša sogovornica, govorila sva o knjigi Ko ima življenje žur in tudi o internetni spletni strani. Bodite pozorni, kliknite srečnoživljenje.com, lahko se tudi prijavite na, bom rekel, srečne enovice. Tako, nekaj za dušo in za telo. Minka Gantar, hvala vam. Hvala za povabilo.